Nadzorni svet Pivovarne Laško na današnji seji odloča o soglasju k prodaji delnic Mercatorja. Če bo nadzorni svet podprl prodajo, bo slovenski trgovec prešel v roke edinega ponudnika za nakup hrvaškega Agrokorja. Po neuradnih informacijah je Nova Ljubljanska banka včeraj že prodala svoj 11-odstotni delež v Mercatorju. Mercator se je sigurno prodal eno leto prepozno, če bi se prej prodal, bi za delnico dobili 220 evrov, sedaj je, cena približno 110 evrov, če bi še bomo pa čakali, bo še pa nižja. Jaz mislim, da je to dobro, da se proda, mogoče je pa dobro, da se tudi v pogodbi dana zaveza, da se toliko in toliko slovenskih proizvodov prodaja še naprej v Mercatorju. Koliko poznam razmere v Agrokoru in koliko poznam tudi predsednika Todorića, je njegova poslovna nota izredno izražena. On bo seveda imel na policah samo in želel imeti tisto blago, ki ga kupci iščejo, ki se dobro prodaja. Torej niti pisna zaveza, niti ne zaveza, pravzaprav v tej zgodbi ne pomeni nič drugega kot to, da bo seveda Konzum v svoji verigi danes in jutri seveda skušal še bolj stimulirati tiste produkte in tiste proizvajalce, ki se bodo dobro prodajali. Delavci Zagorske Sveje, ki so začeli stavkati v ponedeljek, tudi danes ne delajo, potem pa bodo stavko zamrznili, dokler ne bodo poplačene njihove terjatve. Zahteje stavkajočih delavcev pa so izplačilo plač za marec in april, lanskega regresa, potnih nalogov in jubilejnih nagrad. V ponedeljek bodo začeli delati v zmanjšanem obsegu, ker jim primanjkuje tudi reprodukcijskega materiala. Vlada je na četrtkovi seji podjetju sicer potrdila državno pomoč. Banke morajo konvertirati 6 milijonov evrov terjatev v lastniški delež, družba pa bo dobila skoraj 1,4 milijona evrov kratkoročnega kredita. V drugi fazi pa bo država dala še 3,6 milijona evrov poroštva za dolgoročno posojilo. Današnje Delo poroča, da Hilda Tovšak za 35 dni neupravičenega pripora od države zahteva dobrih 16 tisoč evrov odškodnine. Tovšakova je bila priprta zaradi preiskave o posredovanju tujih delavcev na gradbišču Teša 6. Ob svetovnem dnevu krvodajalstva Svetovna zdravstvena organizacija opozarja na neenakomerno preskrbljenost držav z varno krvjo. Letno na svetu namreč opravijo okoli 107 milijonov darovanj krvi, polovica te krvi je zbrana v državah z višjimi prihodki, kjer pa živi le 15% svetovnega prebivalstva. Število darovanj krvi se sicer povečuje, samo od leta 2004 do danes se je povečalo za 25%. Za devetošolce pa se je danes končalo 9-letno osnovnošolsko popotovanje. Pouka niso imeli, saj so ocene že zaključene, so pa prejeli spričevala in šolska priznanja. Namesto pouka so pripravili tradicionalne predaje ključa, zvečer pa bo sledila še valeta. Mladi so nam zaupali, da bodo stare prijatelje pogrešali, a se obenem veselijo novih izzivov, ki jih čakajo v srednji šoli. V bistvu smo ful uživali v teh 9 letih, vsakim letom smo se bolj zbliževali. In zdaj na koncu smo malo tak, ker gre vsak na svojo stran in se bomo jokali. Zdaj še ni krize, ampak bo kasneje. Res bomo dobile nove prijateljice, pa to, ampak upamo, da bomo ohranile stike, ker v bistvu tudi blizu živimo in družili se bomo zagotovo. Grem na oblikovalno, z mano grejo tudi nekaj prijateljic, naprimer Tanit, pa Neli, pa nekaj jih še eno, v glavnem. Tam bomo spoznali verjetno tudi Žana Serčiča. No, upam, da bo fajn, ne? Glede na to, da si želimo uresničiti svoje sanje, naprimer, da postanem modna oblikovalka, pa tudi pevka bi ful rada postala, ne? Mislim, da bo v redu, ampak vseeno ne bo tako kot zdaj tu, ker bo vse na novo, že odvedno hodim na to šolo, zato nisem navajena menjavanja šol in ne vem, kakšna izkušnja bo to, ampak vem, da bom tudi moje gusteke pogrešala. Na tej šoli je nasploh odlično, pa tudi se mi zdi, da smo dobra generacija, ker se res družimo in se imamo radi, nasploh ni nekih razlik med nami in mi je ful super res, da sem lahko na to šolo hodila in sem spoznala take ljudi. Spomnim se, da sem tak pred enim mesecem že komaj čakal, da bo konec, pa da sem govoril, da komaj čakam, da grem že iz osnovne šole, ampak samo zdaj pa več ni tak, zdaj več ni isto. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan pa v notranjosti Slovenije delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne pa od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vroče. V nedeljo popoldne bodo predvsem v severni Sloveniji posamezne nevihte. Danes v Dnevniku televizije Maribor.
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Stanko Stepišnik je obiskal družbo Talu. Zavod za zaposlovanje pomaga delodajalcem pri iskanju delavcev in urejanju administracije. Manjše občine v severovzhodni Sloveniji iščejo načine, kako oživiti podeželje. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.